ki ima kaj upraviti zgodovinopisjem, nacionalno ali nadnacionalno zgodovinopisje, jugoslovansko zgodovinopisje delavskega gibanja in slovenske posebnosti. Hvala. V referatu bom orisala odnos politike do zgodovinopisja v drugi Jugoslaviji. Govorila bom o tako imenovanem partijskem zgodovinopisju oziroma o poskusu partije, da bi vzpostavila svoje zgodovinopisje. Zlasti o projektu zgodovine delavskega gibanja narodov Jugoslavije, v katerem so se pravzaprav zrcalili tako rekoč vsi problemi tedanjega zgodovinopisja. Zgodovinopisje je bilo namreč pomembno orodje legitimizacije partijske oblasti. Njegovi prednostni nalogi, ne v Jugoslaviji, ampak tudi v drugih komunističnih državah, sta postali iskanje tradicij naprednih gibanj v preteklosti in dokazovanje linearnosti zgodovinskega razvoja, ki da je nenehno usmerjen k napredku. Zgodovinopisje naj bi se torej napajalo s historičnim materializmom in se usmerilo predvsem k marksističnemu proučevanju zgodovine ljudskih množic. Svoje raziskave pa naj bi starejših obdobij razširilo tudi na novejšo dobo in v tem okviru predvsem na zgodovino delavskega gibanja in komunistične partije. Poleg tega je zgodovinopisje v Jugoslaviji dobilo še eno pomembno nalogo, ki je bila morda celo pomembnejša od postulirane znanstvene metode, torej od historičnega materializma, in sicer utrjevanje bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov. Tito je že konec leta 1947 v svojem govoru ob izvolitvi začasnega člana Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti izrecno poudaril vlogo zgodovinopisja pri utrjevanju bratskih odnosov med jugoslovanskimi narodi. Ocenil je, da je zgodovinopisje južnih Slovanov polno nacionalističnih falsifikatov, ki so jih tja zanesli stare vladajoče klike, in zgodovinarje pozval k čiščenju teh ponaredkov. V kontekst skupne zgodovine jugoslovanskih narodov, očiščene starih historiografskih tradicij in pogledov, v prvi vrsti sodi ambiciozni projekt zgodovine narodov Jugoslavije, ki se je začel leta 1949. Ključno vlogo pri njegovi zasnovi je imel šef Agitpropa Milovan Čilas. Njegov prvotni namen pa je bila priprava srednješolskih zgodovinskih učbenikov, kar je projektu seveda že na samem začetku dalo značaj uradne zgodovine. V projektu so sodelovali takrat najuglednejši jugoslovanski zgodovinarji, slovenski Franz Witter in Bogo Grafenauer. Že zaradi same strukture sodelavcev pa so bili učbeniški okviri projekta seveda kmalu preseženi. Leta 1953 je išla prva knjiga zgodovine narodov Jugoslavije in leta 1959 druga, ki je segla do konca 18. stoletja, dlje pa projekt nikoli ni prišel. Hkrati s krepitvijo mednacionalnih napetosti in deloma tudi zaradi slabe odzivnosti avtorjev je po letu 1959 projekt čedalje bolj zamiral, čeprav so se poskusi njegove oživitve in priprave tretje knjige vlekli še najmanj 10 let. V začetku 60-ih let se je rodila ideja o novem, nič manj ambicioznem projektu zgodovine delavskega gibanja narodov Jugoslavije. Ta naj bi zajel 19. in predvsem 20. stoletje, odločilno in končno vlogo pri interpretaciji pa si je v nasprotju z zgodovino narodov Jugoslavije zase držala partija. Obdobje med obema vojnama in še bolj čas druge svetovne vojne sta namreč imela za partijo ključno legitimizacijsko vlogo. Partijski voditelji so zgodovinopisju v 50-ih
letih še vedno učitali konzervativnost, pozitivizem, zamaknjenost v starejše obdobje in odsotnost marksistične sinteze, oziroma marksistične misli nasploh, ki v zgodovinopisju v jugoslovanskem prostoru pravzaprav ni imela neke tradicije. Oblast je zato v drugi polovici 50. let odločneje posegla na to področje. Konec 50. in začetku 60. let so doma v vseh republikah Jugoslovanske federacije nastali inštituti za zgodovino delavskega gibanja. Smernice, po katerih naj bi se ravnali ti inštituti, so bile povsod bolj ali manj enake. Ukvarjali so se izključno z novejšo zgodovino, sledili pa naj bi marksizmu in potrebam partije. Malo pred tem so bile pri zveznem in republiških centralnih komitejih ustanovljene posebne zgodovinske komisije, ki naj bi skrbele ne le za zbiranje gradiva za zgodovino partije, ampak naj bi tudi in predvsem usmerjale in nadzorovale zgodovinopisje novejše dobe in delovanje novih inštitutov. Člani zgodovinske komisije pri Slovenskem centralnem komiteju so občasno analizirali objavljena dela z področja novejše zgodovine in tudi raziskave sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja. Politični predznak objavljenih raziskav se jim večinoma ni zdel sporen, motila pa jih je njihova parcialnost, odsotnost marksistične sinteze in prevlada pozitivizma, torej naštevanja in opisovanja zgodovinskih dogodkov brez historičnega, torej marksističnega historičnega konteksta. Zakaj sta bila interpretacija in historični kontekst v večini raziskav odsotna, se člani zgodovinske komisije sodeč po zapisnikih njihovih sej niso spraševali. Razlog za odsotnost sinteze in konteksta pa vendarle ni bila zgolj omejena strokovnost, ki so jo pogosto očitali, ki jo je zgodovinska komisija pogosto očitala sodelavcem Inštituta za zgodovino delavskega gibanja. Ampak je šlo v mnogih primerih za umik zgodovinarjev v varne vode faktografije in izogibanje nevarnim ali vsaj negotovim vodam interpretacije. Podobno se je dogajalo tudi z zveznim projektom zgodovine delavskega gibanja narodov Jugoslavije. Projekt se je začel leta 1962 z ustanovitvijo koordinacijskega odbora pri Centralnem komiteju ZKU. Zasnovan pa je bil kot marksistična sinteza jugoslovanske sodobne zgodovine, seveda s poudarkom na delavskem gibanju. Ta sinteza naj bi bila v prvotnih načrtih nared leta 1969, torej do 50-letnice oziroma 50. obletnice ustanovitve komunistične partije Jugoslavije. V projekt naj bi bili vključeni tako inštituti za zgodovino delavskega gibanja kot fakultete, muzeji in arhivi. Pri redakciji pa so bili kot sodelavci predvideni tudi vplivni politiki. Predsednik Zvezne zgodovinske komisije Rodoljub Čolakovič je v zvezi s projektom že konec leta 1963 ugotavljal, da je delovanje inštitutov za zgodovino delavskega gibanja zelo razpršeno, da fakultete z njimi ne sodelujejo in da so torej fakultete še vedno zamaknjene v starejša obdobja. Opozoril pa je tudi na zapiranje v republiške okvire in na nezadostno poudarjanje enotnosti delavskega gibanja v Jugoslaviji. Kot slabo je stanje zgodovinopisja novejše dobe leta 1964 ocenil tudi član Slovenske zgodovinske komisije Marjan Britošek. Raziskovanje delavskega gibanja je bilo po njegovih besedah na oddelku za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete skrajno zanemarjeno. Predavanje zgodovine delavskega gibanja tako rekoč ni bilo. Nekateri zgodovinarji ni jih imenoval, pa naj bi zgodovine delavskega gibanja ne videli kot neke znanstvene discipline,
ampak bolj kot neko ideološko interpretacijo preteklosti. Po Britoškovi oceni je pri večini zgodovinarjev prevladovala pozitivistična, empirična znanstvena metoda. Nastajale so sicer solidne zgodovinske rekonstrukcije, vendar brez analitičnih in sintetičnih zaključkov. Oceni razmer v zgodovinopisju se ni izognil niti Tito na 8. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije decembra 1964. V svojem govoru se seveda ni ukvarjal z znanstvenimi metodami, z marksizmom ali pozitivizmom, ampak je opozarjal predvsem na pojave nacionalizma v zgodovinopisju. O tem je govoril zelo nasplošno, zato iz njegovih besed ni mogoče razbrati, kaj je imel pravzaprav v mislih. Dejstvo pa je, da se je zgodovinska komisija pri Centralnem komiteju ZKU na Titov govor februarja 1965 odzvala s sklepom, da bo odslej bolj pozorna na ideološka vprašanja, zlasti na romantični zanos nekaterih zgodovinarjev in na pojave nacionalizma, pri čemer so omenjali Franja Tuđmana, Vaso Bogdanova, Dušana Nedeljkoviča, Veljo Terziča in celo Sergija Dimitrijeviča. Sklep je bil, da mora zgodovinska komisija raziskave s področja novejše zgodovine pregledati že pred njihovo objavo ali vsaj predlagati ustrezne recenzente, čeprav v kasnejših dokumentih nisem zaznala pretirane cenzorske gorečnosti. Glede samega projekta zgodovine delavskega gibanja narodov Jugoslavije se sredi 60-ih let ni dogajalo nič bistveno novega. V Zvezni zgodovinski komisiji se še vedno niso mogli zediniti niti glede naslova končne sinteze, ali bo to delavsko gibanje narodov Jugoslavije ali jugoslovansko delavsko gibanje, ali pa, kot je predlagal Boris Ziharek, delavsko gibanje v jugoslovanskih deželah. Težave pa so imeli tudi pri vzpostavljanju redakcij in kroga sodelavcev. Od Slovencev naj bi bili v splošni redakciji Lidija Šentjurc, Metod Mikuš in Julij Titel. Delo pa naj bi bilo razdeljeno na 3 obdobja. Prvo do leta 1918, zatem obdobje med obema vojnama in tretje obdobje druge svetovne vojne. Od slovenskih zgodovinarjev sta bila kot avtorja sinteze, oziroma so bili kot avtorji sinteze predvideni Dušan Kermauner za obdobje do leta 1918, Franček Saje in Ivan Kreft za obdobje med obema vojnama in Metod Mikuš za obdobje druge svetovne vojne. Poleg njih pa sta bila kot pisca predvidena še sodelavca Beograjskih inštitutov Dušan Biber in Zavko Klanšček. Vsebinsko izhodišče projekta zgodovine delavskega gibanja naj bi bil pregled zgodovine Zveze komunistov Jugoslavije, ki ga je leta 1963 na pobudo CK ZKU izdal Inštitut za proučevanje delavskega gibanja v Beogradu. Ta knjiga naj bi pomenila sintezo dotedanjih raziskav. K pripombam in njenim dopolnitvam pa je Zvezna zgodovinska komisija pozvala tako zgodovinarje kot politike. Večina je svoje pripombe poslala v letih 1964 in 1965, slovenski zgodovinarji pa so pri tem precej zamujali. Sredi leta 1965 so bili menda edini, ki svojih pripomb k pregledu sploh še niso poslali. Septembra 1965 je zato Mitja Ribičič ob prevzemu krmila Slovenske zgodovinske komisije izrazil začudenje nad neodzivnostjo slovenskih zgodovinarjev
ki bi vendarle morali zihto, kot se je izrazil, odgovoriti na pregled zgodovine ZKJ. Tedanji direktor Inštituta za zgodovino delavskega gibanja Franc Klimovec je Ribičiču odvrnil, da si zgodovinarji te knjige sploh ne upajo kritično ocenjevati, ker, citiram, so mnenja, da bi kritika pomanjkljivosti zgodovine KP izpadla kot kritika Zveze komunistov. V zvezi je namreč nekaj ljudi, ki so za nacionalna vprašanja zelo neobčutljivi in v sleherni tovrstni pripombi menijo, da se pojavljajo šovinistični, nacionalistični izpadi. Najbolj celovito kritiko pregleda zgodovine ZKJ je kasneje napisal France Škerl in jo leta 1967 objavil tudi v zgodovinskem časopisu. Njegova kritika je bila obsežna in je zajela tako rekoč vsa obdobja, ki jih je zajel pregled zgodovine ZKJ. Največ kritičnih besed pa je Škerl namenil prikazu Druge svetovne vojne. Zmotilo ga je predvsem zanemarjanje specifik odporniškega gibanja v Sloveniji, ki je bil seveda zlasti z Osvobodilno fronto prilagojen slovenskim razmeram in se je sprva razvijal precej avtonomno. V svoji oceni pregleda je Škerl med drugim zapisal, citiram, deli, ki se nanašajo na Slovenijo, so napisani in vključeni v celoto tako, da bi v primeru, če bi izpadli, celota ne izgubila ničesar. In vendar je bil razvoj v Sloveniji v mnogočem specifičen glede na razvoj pri ostalih jugoslovanskih narodih. Ta specifičnost je bila Osvobodilna fronta in vse, kar je bilo z njo povezano. Zaradi Osvobodilne fronte je bil oboroženi boj v Sloveniji politično dobro pripravljen in je imel množično zaslombo, ki ni popustila niti v času partizanskih neuspehov. V Sloveniji, da nima po umiku partizanov oziroma po padcu osvobojenega ozemlja, na istem ozemlju osvobodilno gibanje ni usahnilo in politične vezi niso prenehale, kot se je dogajalo v drugih delih Jugoslavije. Kot zgrešene ali posplošenje je zavrnil številne teze v pregledu, ki jih zdaj v tej priložnosti ne bom posebej predstavljala, bom pa v njih več napisala v razpravi. Zdi se, da je v čedalje bolj zapletenih političnih razmerah v Jugoslaviji sredi 60-ih let začel del slovenske politike zgled za svoje delovanje iskati tudi v Osvobodilni fronti. Zamisli o oživitvi Osvobodilne fronte kot neke pluralne, napol pluralne organizacije, menda sodijo že v prvo polovico 50-ih let. Zdenko Rotar je namreč v intervjuju v zadnji sobotni prilogi omenil, da ga je Boris Krajger nekoč prosil, to je bilo enkrat v začetku 50-ih let, naj z enim od svojih globokih grl, ki ga ni imenoval, preigra možnost ustanovitve še ene stranke v Sloveniji. S tem seveda ni bilo nič, leta 1954 pa se je zgodil tudi obračun z Žilasom oziroma s tako imenovanim prvim partijskim liberalizmom. Spomin na Osvobodilno fronto je v 50-ih letih čedalje bolj bledel. Leta 1958 je bil 27. april celo ukinjen kot slovenski državni praznik, že prej pa ni bil dela prost dan. 10 let kasneje, leta 1968, je 27. april znova postal slovenski državni praznik. 2 leti prej, leta 1966, pa je bila ob 25-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte na pobudo slovenskega političnega vrha o njej organizirana prva znanstvena konferenca. Na tej konferenci z referati in v diskusiji poleg zgodovinarjev sodelovalo tudi nekaj slovenskih politikov, med njimi Mitja Ribičič, ki je med drugim povedal, da bi se partija lahko učila tudi od Osvobodilne fronte. Nekaj dni po konferenci je Mitja Ribičič obiskal Metoda Mikuža in ga povprašal o mnenju glede posveta o Osvobodilni fronti. Mikuž je konferenco
pohvalil in pokomentiral tako kot vsak referat in tudi diskusijo. Pomembno pa se mu je zdelo tudi, da so vse simpozije udeležili gostje iz Južnih republik, kot se je sam izrazil, in se poučili o osvobodilni fronti in posebnostih slovenskega odpora. Ob koncu pogovora je nekaj besed namenil tudi projektu zgodovine delavskega gibanja narodov Jugoslavije. Zdi se, da Mikuš v tem projektu pravzaprav sploh ni želel sodelovati, čeprav ga je Zvezna komisija navajala kot enega ključnih piscev končnega teksta. Še več, Mikuš je v pogovoru z Ribičičem celo ocenil, da projekt sploh ni realen in sklenil, citiram, zgodovino ne obdela vsak jugoslovanski narod sam, na to pa bomo videli, kaj imamo skupnega. Medtem je Zvezna zgodovinska komisija skušala zaradi lažje koordinacije projekta zgodovine delavskega gibanja oblikovati združenje vseh jugoslovanskih inštitutov za zgodovino delavskega gibanja. Vendar so na IZDG v Ljubljani v celoti zavrnili predlagani statut tega združenja. Kot je poročal Rodoljub Čolakovič, naj bi zlasti dva vplivna sodelavca IZDG vztrajala, da je treba zgodovino delavskega gibanja najprej raziskati v nacionalnih okvirih in šele na to sintetizirati na ravni Jugoslavije, če se to pokaže kot upravičeno. Imen omenjenih dveh sodelavcev inštituta ni navedel, povedal je le, da nista člana partije. S sistemom izločanja pa pridemo do imen Franceta Škerla in Jožeta Šorla. Čolakovič je njuno razmišljanje odločno zavrnil in vztrajal pri konceptu skupne in enotne zgodovine jugoslovanskega delavskega gibanja, kar je bil zatem tudi eden od sklepov Zvezne zgodovinske komisije. V drugi polovici 60-ih let je projekt zgodovine delavskega gibanja narodov Jugoslavije skoraj zastal. Pestile so ga številne težave, ki niso bile povezane samo s financiranjem in s pomanjkanjem strokovnega in hkrati politično sprejemljivega kroga sodelavcev, ampak so izvirale predvsem iz zaostrenih medrepubliških in mednacionalnih odnosov. Projekt se je verjetno tudi zato kasneje omejil zgolj na zgodovino komunistične partije, iz 60-ih pa se je zavlekel v 70-ta in celo v 80-ta leta. In tudi končal se ni s prvotno zamišljeno marksistično sintezo celotne jugoslovanske novejše zgodovine, ampak zgolj s kronologijo delavskega gibanja in ZKJ leta 1980 in dopolnjeno zgodovino ZKJ leta 1985. Podobno kot v predhodnem projektu zgodovine narodov Jugoslavije v 50-ih letih so se torej tudi v projektu zgodovine delavskega gibanja zrcali tako rekoč vsi problemi, s katerimi se je soočalo tedanje zgodovinopisje. Od odnosa oblasti do znanosti, prek vpliva ideologije na zgodovinopisje do mednacionalnih odnosov znotraj Jugoslovanske federacije. Marksistična sinteza jugoslovanske novejše zgodovine pa se je lomila in končno tudi zlomila pod težo pričakovanj partije same in seveda pod težo čedalje bolj nestabilne jugoslovanske federacije. Hvala lepa.